Dober dan, lepo pozdravljeni na skupnem seminarju varovanja načel konkurenčnosti in prepoznavanja usklajenih ravnanj. Z direktorjem Andrejem Matvozom sva se že nekajkrat pogovarjala, da bi izvedli skupni seminar na področju varstva konkurence, tako da sem vesel, da nam je danes po nekaj letih, po, jaz upam, koncu te epidemije končno uspelo. Najprej zahvala seveda Upravni akademiji za organizacijo, zahvala Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, mojim kolegom na direktoratu, zato da smo danes pravzaprav lahko uspešno organizirali. Jaz upam, da bomo tudi uspešno izvedli ta kratek seminar. Sami veste, da je konkurenčnost v postopkih javnega naročanja izjemno pomembna, ne le, da vpliva na stroške samega poslovanja, na javne finance, praksa in teorija sta se pravzaprav tukaj enotni, da večja konkurenčnost zmanjšuje stroške poslovanja javnega sektorja. Ampak ne le to, hkrati konkurenčnost vpliva tudi na učinkovitost. Sami veste, večje število ponudb v postopkih javnega naročanja pomeni, da lahko oddajate javna naročila nemoteno, ponudbe so v večji meri dopustne, kar vpliva tudi na hitrost samih postopkov. Seveda pa je nujen predpogoj za to delovanje trgov, se pravi resnična stvarna konkurenčnost ponudb, ne pa neka usklajena ravnanja, in zelo vesel sem, da bodo danes kolegi iz agencije predstavili z praktičnega vidika, kako lahko naročnik detektira in opazi vsa ta usklajena delovanja, ki so namenjena ne le za posamezne postopke, ampak pomenijo tudi erga omnes, se pravi preprečevanje teh nedopustnih usklajenih ravnanj v širši meri. Še to, ko smo prenašali direktivo in smo bili zelo veseli v zakonu o javnem naročanju, da je pravzaprav takrat tudi evropski zakonodajalec prepoznal to pomembnost in dal nek vzvod naročnikom, seveda pa z različno sodno prakso po državah članicah, tudi v Sloveniji je bilo jasno, da je treba to določbo nekoliko bolj definirati, bila je precej abstraktna, ampak da ne bom šel predaleč, o tem bo kasneje magister Urška Skok-Klima vam povedala veliko več. Tako da jaz predlagam, da začnemo in predajam besedo direktorju. Andrej, izvoli. Sašo, hvala lepa. Najprej nekaj uvodnih besed, bom precej kratek. Hvala lepa za organizacijo. To je res bil skupni projekt, katerega sem se veselil že nekaj časa, zaradi tega, da skupaj naredimo nekaj dobrega za javno naročanje v Sloveniji in pa tudi seveda za boljše počutje naročnikov in pa ponudnikov. Seveda, agencija se je začela ukvarjati z javnim naročanjem že pred leti, sedaj pa je postal to kar precej pereč problem oziroma vroča tema. Najbolj aktivni smo bili seveda kot zagovorniki javnega interesa, to se pravi proti naročnikom, smo vlagali pač revizijske zahtevke. Tokrat pa seveda, ker pa smo ugotovili pri našem delovanju, da so problemi tudi na drugi strani, naročniški strani, seveda mislim, da je takšen seminar precej dobrodošel. Seveda, bid rigging je eden bistvenih težav pri izvajanju javnih naročil, je pa tudi eno izmed temeljnih poslanstev in funkcij agencije, da odkrivamo nedovoljena dogovarjanja oziroma ravnanja posameznikov pri javnem naročanju. Je pa res, da ima seveda naročnik pri tem veliko vlogo od začetka postopka, tako pri sami pripravi javnega razpisa, kjer lahko z določenimi inštrumenti omeji takšno ravnanje ponudnikov. Seveda tudi pri tem velja, da mora biti javni razpis pripravljen temeljito, strokovno in zasledovati vsa pravila. Seveda pa tudi ni vse na naročniku. Nedovoljena ravnanja se odkrivajo tudi potem kasneje, se pravi tudi ponudniki so lahko zelo spretni in obstajajo določene metode, na podlagi katerih lahko ugotovimo, ali so se ponudniki med seboj dogovorili.
Seveda tu naše sodelavke oziroma moje sodelavke vam bodo to potem tudi v nadaljevanju prikazale. Tako da Sašo je tukaj omenil, da vam bomo pomagali odkrivati vsa nedovoljena ravnanja. Temu seveda ne bo tako, to bo vedno ostalo. Lahko pa z vašim naročniki pa lahko svojimi ravnanji in svojo aktivnostjo zelo pripomorete k temu, da to zminimaliziramo. Seveda videli boste tudi, kakšen bo postopek oziroma kaj se zgodi, ko takšno ravnanje zasledite ali ga ugotovite in potem tudi kakšen je lahko odziv agencije v tem pogledu. Se pravi, tukaj jaz mislim, da več karkoli nadaljevati. Osnovno poslanstvo agencije je torej odkrivanje nedovoljenih ravnanj, bitrigginga, in tu bom tudi zaključil svojo zadevo in besedo predal gospodični magistri Urški Skok Klima. Tako, Urška, izvoli, mi se pa pridružimo potem po tvojem pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa obema direktorjema, lep pozdrav z moje strani. Dovolite mi sekundico, da naložimo še prezentacijo. Uvodoma, preden dejansko začnemo, bi mogoče še eno tehnično zadevo izpostavila. V tem live Teamsih imate možnost zastavljati vprašanja v rubriki vprašanja in odgovori oziroma Q&A. S kolegicami, ki bosta tudi za mano, bomo poskušale čim bolj sproti spremljati ta vprašanja in podati tudi odgovore tekom današnjih predavanj, koliko se bo dalo že vmes, ostalo pa potem na koncu si bomo vzeli še mogoče 5-10 minut, če bo to seveda potrebno. Jaz bom z vidika javnega naročanja uvodoma osvetlila par institutov, ki se nanašajo na načelo konkurenčnosti oziroma zagotavljanje varovanja tega načela. Ne bom pa prav pretirano dolga, ker je pravzaprav bistvo tega seminarja danes na tisti strani, ki jo bosta kasneje predstavili strokovnjakinje, ki se spoznata na prepoznavanje usklajenih ravnanj. Ampak seveda vsak postopek javnega naročanja temelji na osnovnih načelih javnega naročanja, ki jih imamo kar nekaj. En del sicer izhaja že iz same pogodbe o delovanju Evropske unije, prost pretok blaga, prost pretok storitev. Imamo pa 5 načel, ki zavezujejo naročnike in izhajajo dejansko iz javno-naročniških direktiv in so tudi implementirani v Zakonu o javnem naročanju. Poznamo jih, sem prepričana, vsi zelo dobro: gospodarnost, učinkovitost, uspešnost, transparentnost, enakopravna obravnava, sorazmernost in pa seveda tisto, o katerem se danes pogovarjamo, to je načelo zagotavljanja konkurence. Zdaj, zakon je to načelo tudi v svojem členu malo bolj podrobno opredelil, kaj pravzaprav bi naj to pomenilo. In sicer mora naročnik ves čas paziti, da ne ustvarja takšnih postopkov javnega naročanja, ki bi omejevali konkurenco na neupravičen način. Seveda v določenih postopkih oziroma v kateremkoli postopku ne morejo sodelovati popolnoma vsi ponudniki, ki obstajajo na trgu, ker zato imamo določene pogoje za sodelovanje. Tudi vsak ponudnik se ne ukvarja z vsako dejavnostjo, ampak prepovedano pa je seveda omejevati konkurenco na neupravičen način. Hkrati naročnik ne sme izbirati postopka in izvajati postopka, ki bi bil v nasprotju z zakonom. Če povem primer, ne smemo iti v postopek s pogajanji brez predhodne objave samo z enim ali pa morebiti 2 ponudnikoma, če za to ne obstajajo temeljiti razlogi, torej razlogi, ki so zapisani v 46. členu. Ves čas se moramo seveda truditi, da izvajamo postopke čim bolj odprto. Zdaj, ali imamo naročilo male vrednosti ali pa odprti postopek, ta 2 sta pravzaprav tista, ki v največji meri zagotavljata največjo konkurenčnost. Hkrati pa na podlagi tega načela naročnik tudi ne sme zahtevati od ponudnikov, da bi se kakorkoli povezovali. Torej ne sme postavljati zahtev, da ponudnik mora sodelovati s podizvajalcem, niti ne sme postavljati zahtev, da se ponudniki morajo povezovati v določene skupine, recimo joint venture ali kaj podobnega. Tako povezovanje seveda je na drugi strani dovoljeno, ampak naročnik mora paziti na to, da ne postavlja sam takih zahtev, ki bi na kakršenkoli način lahko potencialno omejile konkurenco. To so seveda neka načela, ki dajejo usmeritve, na kaj vse mora paziti naročnik. Seveda imamo pa na drugi strani tudi neka ravnanja oziroma neke okoliščine, ki pa se nanašajo na gospodarske subjekte in tem subjektom dejansko določene stvari prepovedujejo. Če povem
čisto z vidika ZN3 je tukaj pravzaprav govora o 75. členu, ki govori o razlogih za izključitev in daje naročnikom navodilo, v katerih primerih je treba gospodarske subjekte izločati iz postopkov javnih naročil, kar pomeni, da v teh primerih gospodarski subjekti ne smejo biti v neki okoliščini oziroma ne smejo izvajati ali so v preteklosti izvajali določena ravnanja, ki so pač z vidika javnega naročanja, dajmo reči, prepovedana. Razlogov za izključitev imamo kar nekaj v 75. členu, mi jih običajno pogovorno delimo na obvezne in neobvezne. Obvezni so tisti 4, kjer mislim, da danes nimamo več nekih težav z razumevanjem, nekaznovanost, poravnani davki, prispevki, oddani rekobrazci, izrečene globe za določene prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno in pa uvrstitev v evidenco subjektov, ki jim je sodišče izreklo neko stransko sankcijo za določeno obdobje. Teh 4 obveznih razlogov za izključitev se moramo naročniki obvezno vedno držati, jih tudi vedno preverjati, razen izjemoma v nekaterih primerih na področju infrastrukture. Medtem ko imamo v 6. odstavku 75. člena pa 9 neobveznih fakultativnih razlogov za izključitev, kar pomeni, da se kot naročniki sami odločimo, ali jih bomo v postopek vključili ali pa ne. Če enkrat nek neobvezen razlog seveda vključimo v razpisno dokumentacijo, pa postane obvezen tako za naročnika kot tudi za potencialne, torej bodoče ponudnike. In med temi neobveznimi razlogi za izključitev imamo tudi tega, da lahko naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi ponudnika oziroma gospodarski subjekt, če lahko upravičeno sklepa, da je ta subjekt z drugimi subjekti sklenil nek dogovor, ki ima namen na nek način omejevati oziroma izkrivljati konkurenco. Ko se je zakon pripravljal leta 2014 oziroma 2015 in smo ta pogoj zapisali nekoliko bolj jasno od same direktive v ZN3, smo v teku javne obravnave in tudi medresorskega usklajevanja prejeli precej odzivov strani naročnikov, da naročniki nimajo znanj in ne bojo znali prepoznati in ne bodo vedeli, kdaj lahko upravičeno sklepajo, da se neki subjekti na nek način dogovarjajo, in smo skupaj z Agencijo za varstvo konkurence našli pravzaprav rešitev in na ta način dodali v zakon eno domnevo, kjer je zapisano, da se šteje, da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ pristojen za varstvo konkurence, torej AVK, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku nazaj sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. Kar pomeni, da če prepoznate oziroma imate neke sume kot naročnik, da je v določenem primeru šlo za kakršnokoli dogovarjanje z namenom izkrivljanja oziroma omejevanja konkurence, lahko to posredujete Agenciji za varstvo konkurence kot neke vrste prijava in Agencija za varstvo konkurence vam bo v 15 dneh sporočila, ali bo uvedla postopek ali pa ne. In ta odgovor Agencije za varstvo konkurence je za vas kot naročnike dovolj, da na podlagi tega razloga za izključitev gospodarski subjekt izključite. Še vedno pa seveda imamo težavo, kdaj lahko upravičeno sklepamo oziroma kdaj naročniki sploh ugotovimo, da je pa morda situacija taka, da je potrebno zadevo prijaviti Agenciji za varstvo konkurence. In temu je namenjen seminar današnji, predvsem tudi v nadaljevanju strani kolegic iz AVK, zato jaz tukaj ne bom preveč dolgo vezla. Bi pa želela opozoriti, preden gremo naprej, na eno stvar še. 9 neobveznih razlogov za izključitev, ki sem jih prej omenila, je neobveznih v smislu, da jih nismo dolžni dati v razpisno dokumentacijo, lahko pa jih. Pri čemer je treba izpostaviti, da tale razlog za izključitev, o katerem danes govorimo, velja oziroma lahko naročnik izloči gospodarski subjekt, tudi če tega ni dal v razpisno dokumentacijo. Med temi 9 neobveznimi razlogi imamo 4 take primere in od teh 4 je ravno ta tisti, ki naročniku omogoča, da tudi če ni bil vključen v razpisno dokumentacijo, lahko naročnik, če se zgodi ta situacija, torej če upravičeno sklepa, izloči tak gospodarski subjekt iz postopka javnega naročanja. Ne smemo pa pozabiti, da za vseh 9 neobveznih razlogov za izključitev velja, da imajo gospodarski subjekti pravico uporabiti popravni mehanizem, kar pomeni, da če do te situacije pride in ponudnik uveljavlja ta popravni mehanizem, ste kot naročnik dolžni njegovo dokumentacijo, argumentacijo, ki bi vam jo poslal, seveda pač preučiti in ugotoviti, ali ga boste kljub
izvedenim popravnim mehanizmom izločali iz postopka, ali pa boste na nek način prepoznali, da se je samo očistil, kakor drugače rečemo temu institutu, in ga boste pustili oziroma obdržali v samem postopku javnega naročanja. Kar se tiče načela konkurenčnosti in prepoznavanja teh nedovoljenih, neustreznih dogovarjanj, bi vas želela pravzaprav opozoriti oziroma vas seznaniti, da je Evropska komisija nedolgo nazaj sprejela obvestilo o orodjih za boj proti nedovoljenemu dogovarjanju in pripravila smernice za uporabo v zvezi z temi razlogi za izključitev. Dostopne so na spletni povezavi, ki jo imate tudi na tej prezentaciji navedeno. Lahko jih najdete tudi v slovenskem jeziku, če vam je lažje. Vsebina teh smernic je pa pravzaprav zelo praktična. Na nek način poskuša pojasniti, kaj recimo pomeni verjetni indici, poskuša povedati naročnikom, na kaj moramo biti pozorni, če v postopku sodelujejo neke povezane družbe, na kaj moramo biti pozorni, če ponudniki sodelujejo s podizvajalci. Tudi primere za skupne ponudbe. Skratka, kar nekaj teh usmeritev, vključno z uporabo samoočiščevalnih ukrepov oziroma popravnega mehanizma, lahko najdete v teh usmeritvah in te smernice najdete tudi, če jih ne boste zdaj potegnili z tega slajda, v novicah Direktorata za javno naročanje, ki jih objavljamo mesečno v naši rubriki DN novice na spletni strani en.gov.si. Ker je ta seminar res namenjen temu, kar sem že zdaj nekajkrat omenila, prepoznavanju nedovoljenega dogovarjanja, bi jaz na tej točki zaključila. Zaenkrat vprašanj za tole področje ni, jih bomo seveda spremljali tudi v nadaljevanju in bi seveda predala besedo kolegicama iz Javne agencije za varstvo konkurence. Tjaša in Manca, izvolita. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Manca Grošelj Zupančič in s kolegico Tjašo Gros vam bova v naslednjih minutah, kot so že predhodniki naznanili, poskusili podati neke koristne, uporabne informacije, na podlagi katerih boste lahko, vsaj upava potem, v postopkih lažje preprečevali tveganja za prepovedana dogovarjanja med ponudniki in jih tudi prepoznavali, če bo do tega morda prišlo. Se pravi, kje se srečamo, naročniki in AVK? Na eni strani ste naročniki, ki želite pridobiti čim boljše blago, storitev, gradnjo po čim boljši ceni, in na drugi strani smo mi, AVK, s svojim poslanstvom prizadevanja za učinkovito konkurenco na trgu, in tukaj stopimo skupaj v svojih prizadevanjih v okviru 6. odstavka 75. člena ZJN-3, ki ga je predstavila že Urška. Pa poglejmo na hitro, kaj bo vsebovala najina predstavitev. Torej, najprej bi vam razložila, kdaj točno gre za bid rigging. Naj vas ne zmoti, gre za angleški izraz, ampak pomeni povsem isto kot prepovedano dogovarjanje med ponudniki v postopkih javnega naročanja ali pa prikrojevanje ponudb. Različni izrazi se uporabljajo, gre pa za isto zadevo. Potem bomo pogledali najpogostejše oblike bid rigginga in na to neke okoliščine ali pa konkretno tudi panoge, izdelke, storitve, pri katerih oziroma v zvezi s katerimi se bid rigging verjetneje pojavlja. Potem pa bo Tjaša predstavila ta najbolj praktični del, in sicer kontrolne točke za zmanjševanje nevarnosti bid rigginga pri oblikovanju razpisnega postopka in na to tudi pri odkrivanju dogovarjanj med ponudniki. No, in kaj je bid rigging? Že Adam Smith je v 18. stoletju zapisal, da se pripadniki iste obrti pri svojih srečanjih, pa če tudi se srečajo samo zaradi zabave ali preživljanja prostega časa, zelo pogosto dogovarjajo o oblikovanju zarot proti javnosti ali pa da se takšna srečanja končajo z zvijačami, namenjenih dvigom cen. Res, da se je v 300 letih marsikaj spremenilo. Prešli smo iz koči na avtomobile, celo na samovozeče avtomobile.
pa izpošte na Viber in WhatsApp, ampak kar se tiče samega namena takšnih dogovarjanj, se pa v tem času ni prav nič spremenilo. Vemo, da rivalstvo med konkurenti odzira dobičke, medtem ko zatiranje rivalstva seveda te dobičke povečuje. In empirične študije kažejo, da takšna dogovarjanja znatno zvišajo cene od 20% in tudi več. Se pravi, takšni dogovori v zvezi s postopki javnega naročanja pa so bid rigging. Se pravi, gre med dogovori med potencialnimi ponudniki v postopkih javnega naročanja in sicer o tem, komu naj bo oddano javno naročilo in kakšne koristi bodo od tega imeli ostali vključeni v dogovor. Seveda, ker gre za omejevanje in izključevanje konkurence, ki se odraža v nakupu stvari ali storitev po bistveno višji ceni, je takšno ravnanje prepovedano. Konkretno predstavlja kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence oziroma 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. In kadar na AVK izvemo za okoliščine, ki bi lahko predstavljale verjetnost te kršitve, izdamo sklep o uvedbi nadzorstvenega postopka in če je kršitev v tem postopku ugotovljena, je zagrožena globa do 10% letnega prometa predhodnega poslovnega leta za podjetje oziroma 5 do 10 tisoč evrov za odgovorno osebo podjetja. No, pa poglejmo najpogostejše oblike bid rigginga. To so kritne ponudbe, na primer. Gre za dogovor med konkurenti, kateri bo predložil zmagovito ponudbo, kateri pa ponudbo z višjo ceno oziroma s pogoji nesprejemljivimi za naročnika. Večkrat gre pri takšni obliki tudi za neke vljudnostne geste. Recimo, ko neko podjetje želi vložiti ponudbo, naročnik pa želi imeti vsaj 3 ponudbe in potem to podjetje prosi 2 kolega, da naj še ona 2 vložita ponudbo, zato da bo zagotovljena neka navidezna konkurenca. Ampak seveda, čeprav gre za vljudnostno ravnanje, so tudi takšna ravnanja prepovedana. Zdaj, če karikiram, recimo podjetje Janez želi sodelovati v postopku javnega naročanja in vložiti ponudbo za neko storitev, za katero je realna cena 100 tisoč evrov. On vloži ponudbo za 150 tisoč evrov in prosi še Gašperja in Miho, naj vložita ponudbi za 180 in 185 tisoč evrov. Seveda, zmagovita ponudba je ponudba Janeza, ampak proračun je oškodovan že kratkoročno za 50 tisoč evrov. No, potem naslednja oblika je zadrževanje ponudb. Pri tem se konkurenti dogovorijo, kateri ne bo predložil ponudbe ali pa jo bo predložil, pa jo bo kasneje umaknil, seveda z namenom, da bo izbrani dogovorjeni ponudnik. Ti 2 obliki, ki sem jo zdaj naštela, se obe nanašata na eno konkretno javno naročilo. Naslednji 2, ki jo bom opisala, pa se že nanašata na neko ustaljeno ravnanje, kjer so ponudniki del večjega kartela. To je recimo kroženje ponudb, kjer konkurenti sodelujejo v več postopkih javnega naročanja in izmenjajo vlagajo zmagovite ponudbe. Včasih pa si tudi razdelijo trge in se sporazumejo, recimo, da si ne bodo konkurirali pri določenem naročniku ali pa na določenem geografskem območju. Recimo, da v postopku sodelujejo 3 podjetja, vsa so prisotna na območju celotne Slovenije, imajo kapacitete, imajo skladišča, ampak nekateri vedno, to je primer, nekateri bi vedno sodelovali v sklopih na področju Gorenjske, drugi na področju Srednje Slovenije, tretji pa na področju Primorske. S tem, da ni nekih razumnih razlogov, zakaj tako.
Seveda v praksi ne gre nujno vedno za čiste oblike teh 4 oblik, ki sem vam jih naštela, ampak lahko konkretna ravnanja vsebujejo znake različnih praks. Moram pa seveda omeniti, da se včasih žal zgodi, da pri takšnih dogovorih, prepovedanih dogovorih, sodelujejo tudi posamezni zaposleni pri naročniku, ker seveda razpolagajo s podatki, ki so zelo dragoceni za ponudnike, in običajno s takšno ravnanje seveda povezana s korupcijo. No, zdaj pa vam bi predstavila še, kdaj oziroma v prisotnosti katerih okoliščin se bid rigging bolj pogosto pojavlja. Praksa je pokazala, da imajo nekatere panoge oziroma tudi storitve in blago takšne značilnosti, da se ustvari okolje, v katerem se ponudniki raje in lažje dogovarjajo. Ena takšnih značilnosti je recimo ta, da je v določeni panogi malo podjetij. Seveda, če je ponudnikov malo, potem se tudi lažje kaj dogovorijo. Potem visoke vstopne ovire. Če je vstop na trg težek, drag, počasen, je najverjetneje v zadnjem času na takšen trg vstopilo le malo novih akterjev in na podjetja, ki so že dlje časa prisotna na tem trgu, ni večjih konkurenčnih pritiskov novih tekmecev in tudi to je lahko spodbuda za prikrojevanje razpisnih ponudb. Podobni razlogi so na trgih, ki so zreli in na katerih ni inovacij ali pa le malo inovacij. Potem ena izmed takšnih okoliščin je tudi predvidljivo neko stalno povpraševanje javnega sektorja po določeni storitvi ali blagu. Kadar se razpisi pojavljajo v določenih časovnih obdobjih in gre za isto zadevo, recimo, lahko ponudniki bolj jasno predvidijo, po čem se bo povpraševalo in kdaj in kako bi si te pogodbe razdelili. Na drugi strani pa velike gospodarske spremembe in negotovost, izguba dobička v takšnih razmerah tudi spodbujajo k temu, da se podjetja dogovarjajo za nek bolj zanesljiv dobiček med seboj, ne. Visoka verjetnost srečevanj med ponudniki, recimo, je tudi ena takšna okoliščina, kadar se pripadniki neke panoge srečujejo v okviru forumov, ki imajo lahko povsem legitimne namene in zelo pozitivne namene v osnovi, pa so zlorabljeni tudi za takšne dogovore. Potem enaki ali podobni izdelki ali storitve ali pa malo ali nič alternativnih izdelkov ali storitev je tudi ena izmed takšnih okoliščin, ker se ponudniki zavedajo, da kupec enostavno nima izbire in nima pogajalske moči, zato bo verjetnejše, da bodo prizadevanja za dvig cene uspešna. Verjetno ste si že malo zamislili, katere panoge bi ustrezale tem kriterijem ali pa vsaj večini teh kriterijev. V praksi se je pri nas izkazalo, da je treba biti posebno pozoren v primeru dejavnosti, kot so gradbeništvo, v primeru nakupa osnovnih surovin, na primer bencina, plina, elektrike, moke, olja, betona, potem storitev oziroma izdelkov z nizko dodano vrednostjo, na primer pisarniški material, pa nakup kemikalij, farmacevtskih izdelkov, telekomunikacijskih storitev, prevozništva, servisa vozil. V glavnem v vseh teh panogah smo že ugotovili kartelne dogovore. Seveda pa so dogovori mogoči prav v vsaki panogi, ampak v teh, ki smo jih našteli in v teh, ki ustrezajo opisanim strukturnim dejavnikom, pa so prepovedani dogovori med ponudniki bolj mogoči. Skratka, v teh sektorjih bodite bolj pozorni, kako in kaj konkretno, pa vam bo povedala Tjaša, tako da besedo predajam kar njej.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Sedaj prehajamo na ta bolj praktičen del predstavitve. Danes je bilo že večkrat izpostavljena vloga naročnika pri oblikovanju razpisnega postopka. Skozi prakso so se izoblikovale neke kontrolne točke, ki jih naročniki lahko upoštevate pri oblikovanju razpisnega postopka. Gre v bistvu za neke nasvete, korake morda, ki so vam torej lahko v pomoč, gre predvsem za preventivno naravo teh nasvetov. Torej, precej veliko vlogo ima lahko naročnik, oblikuje razpisni postopek, saj z njim lahko v določenih okoliščinah bodisi oteži dogovor, lahko pa ga nehote celo olajša. Glavno vodilo namreč je enostavneje, kot ponudniki dosežejo dogovor, manj stika, kot potrebujejo, težje bo tak dogovor dokazati. AVK pa mora za ugotovitev kršitve dokazati tudi stik med ponudniki. In kadar bo tržna situacija naklonjena, se pravi, da bo šlo za nek visoko koncentriran trg, hkrati pa bo tudi razpisni postopek oblikovan na nek način, da bo olajšal dogovor, bodo ponudniki lahko špekulirali in dosegli tako imenovani tihi dogovor, brez da bi vstopili v stik. To pomeni, da stika ne bo, posledično bo praktično nemogoče dokazati tak dogovor. Bom dala primer. Imamo visoko koncentriran trg, kjer sta prisotna zgolj dva ponudnika. Trg je hkrati tudi zrel, se pravi, ni pričakovati nekih novih vstopov, novih ponudnikov na trg in so tudi vstopne ovire, se pravi, če bi že vstopil nov ponudnik, bi to trajalo nekaj časa. No, v takem primeru, recimo anonimna dražba v neki fazi postopka ne bo odigrala svoje vloge, saj se bodo ponudniki že pri odpiranju ponudbe seznanili, kdo je tisti drug ponudnik, torej rekli smo, da sta na trgu samo dva ponudnika in kljub temu, da bo dražba anonimna, bo en ponudnik zelo enostavno lahko sklepa, kdo je tisti drug ponudnik, ki ponuja neko drugo, morda ugodnejšo ceno in preko špekulacije bo se dosegla dogovor. Kot smo rekli, tihi dogovor je praktično nemogoče dokazati. No, druga skupina kontrolnih točk, katere bomo pač omenili nekoliko kasneje, se pa nanašajo dejansko na odkrivanje dogovarjanj pri javnem naročanju. Te se kažejo kot neki sumljivi vedenjski vzorci pri oddajanju ponudb, lahko so to opozorilni znaki v vseh ponudbenih dokumentih, ki jih prejmete. Skoraj vedno so opozorilni znaki v povezavi s cenami, pa lahko tudi kakšne sumljive izjave ponudnikov. Torej, če kar preidemo na kontrolne točke, ki jih upoštevajte pri oblikovanju razpisnega postopka. Najprej bi svetovali, bodite informirani, torej opravite temeljito tržno analizo, kot če bi kupovali iz družinskega proračuna. Pozanimajte se o možnih produktih, storitvah, ki so na trgu, dobaviteljih, tudi cenah. Zbirite podatke tudi o preteklih razpisih, preverite, ali ima trg značilnosti, ki jih je predhodno že navedla Manca. Naslednje, prizadevajte se za čim večjo udeležbo ponudnikov. Torej, tukaj lahko, se pravi, druga in tretja alineja, pogoje in merila oblikujte tako, da konkurenco čim bolj odprete, da omogočite udeležbo tudi srednjim in malim podjetnikom. Torej, tukaj je predvsem ključno, da se konkurenca ne zapira, ampak da se omogoči udeležba tujim in domačim ponudnikom, da se čim več ponudnikov odloči oddati ponudbo. Naslednja točka, izogibajte se predvidljivosti. To je zlasti, ko imate ponavljajoča javna naročila. Seveda so neki srednje in dolgoročni plani koristni, ampak če bodo ponudniki vedeli, da boste vsake pol leta ali pa vsako leto razpisali postopek, pa bo ta postopek en drugemu enak, se bodo lažje razdelili, lažje bodo špekulirali, kater ponudnik bo na katerem javnem naročilu in kdaj zmagal.
zmanjšajte komunikacijo med ponudniki. Omenila sem predhodno tisti primer visoko koncentriranega trga z anonimno dražbo, imamo pa samo 2 ponudnika. Tukaj dražba, kljub temu, da bo anonimna, ne bo odigrala svoje vloge in bi bilo smiselno poiskati neko drugo rešitev. Seveda postopke oddaje javnega naročila načrtujte in začnite dovolj zgodaj, vzemite si čas. Čim manj stroškov poskušajte povzročati ponudnikom, se pravi, da bi jih spodbudili k oddaji ponudb. Seveda so pa vse te predhodno našteti koraki izvedljivi, če so vaši zaposleni informirani o nevarnosti prekrojevanja ponudb. Vlagajte torej v vaše zaposlene, ki izvedejo postopek, ki ga bodo pripravili in tudi izvedeli. Dobro, sedaj smo si pogledali te kontrolne točke, ki delujejo kot preventiva, sedaj pa gremo na tisto, kar je v bistvu mogoče tudi najbolj zanimivo, in to so kontrolne točke, znaki, ki so se pri analizi preteklih kartelnih dogovarjanj pokazali kot relevantni. Gre za skupek nekih znakov, ki se kažejo kot verjetni indici, iz katerih je mogoče sklepati na sum nedovoljenega dogovarjanja. Izpostavlja bi, da neposredno aktivno odkrivanje je usmerjeno v posamezne oblike prekrojevanja, te vam je uvodoma omenila in tudi razložila Manca. Če boste poznali te 4 oblike prekrojevanja, boste znake, ki jih boste prepoznali, lažje podredili eni od teh oblik. Tudi na AVK se na tak način lotevamo raziskovanja dogovarjanj. Sicer za vidika kršitve konkurenčno-pravnih pravil to ni bistveno, v vseh 4 primerih gre za kršitev 6. člena, ki vodi, saj prihaja do izkrivljanja konkurence v škodo potrošnikov in javnega interesa, ampak gre samo za to, da je pač na ta način se pokazalo, da je odkrivanje bistveno lažje. Torej, kot smo rekli, karteli so močni in stabilni na strani ponudbe, z ustreznimi ukrepi in pa aktivnostjo na strani naročnika, torej na strani povpraševanih, pa lahko odkrijemo. Sedaj razdelila sem jih zgolj primeroma v 3 skupine. Ni nujno, da se posamezni ta znak pojavi ravno v tej fazi razpisa, lahko da se v kakšni drugi fazi, lahko morda, da se celo ne bo. Torej, po objavi razpisa, ko ga enkrat objavite na portalu, boste lahko ugotovili, da so ponudniki istočasno oddali ponudbe. Lahko boste ugotovili, da nek ponudniki običajno, torej v primeru ponavljajočega javnega naročila, ki običajno torej sodeluje, tokrat ne odda ponudbe. Lahko boste zaznali, da so se ponudniki srečali na nekem forumu, torej po objavi razpisa, to bi lahko s kakšno sumljivo izjavo. Bili seznanjeni, morda boste zaznali, da je le en ponudnik pridobil ceno dobavitelja in se bo ta ponudnik kasneje izkazal kot organizator dogovora. Se pravi, ostali ponudniki bi od tega organizatorja prejemali informacijo o ceni in bi se tako formirala neka skupna cena. Dobro, potem, ko v eni fazi že dobite ponudbe, bodite pozorni, kako pogosto so gospodarski subjekti uspešni oziroma neuspešni. Tukaj se lahko zgodi, da je nek običajno uspešen ponudnik oddal nepopolno ponudbo, lahko gre za neko banalno napako in je take napake nekemu izkušenemu ponudniku, ki je že večkrat sodeloval pri javnem naročilu, ne bi prepisali. Pa hkrati tak ponudnik ne bi bil pripravljen te svoje ponudbe popraviti. To je lahko en tak zelo močen indic, da se je nekaj dogajalo. V eni od zadev smo ugotovili, da se ponudnik ni želel udeležiti pogajanj oziroma na izrecni poziv naročnika ni želel oddati ponudbe. Potem mogoče boste zaznali nek vzorec kroženja, to je pri ponavljajočih javnih naročilih, boste recimo ugotovili, da en in isti ponudnik oddaja zmagovito ponudbo. Morda boste ugotovili, da
so si po nekem vzorcu razdelili, kdaj bo kateri ponudnik oddal zmagovito ponudbo. Lahko se boste prepoznali, da se pojavlja nek neuspešni ponudnik, ki nikoli ne da ali ustrezne ponudbe z vidika cene oziroma je morda njegova ponudba nepopolna, pa se kasneje pojavlja kot podizvajalec nekemu drugemu uspešnemu zmagovitemu ponudniku. V zvezi s podizvajalci bi svetovali, da poglejte, kako so si ponudniki dogovorili oziroma koga so si dogovorili za podizvajalce. Na splošno poglejte, če so se morda dogovorili, da so si en drugega določili za podizvajalca. Lahko se zgodi, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe oziroma lahko bo ponudnik, ki je sicer oddal ponudbo, ki izpolnjuje vse pogoje, pa jo potem iz neznanega razloga umakne, nato pa se pojavi kot podizvajalec. Potem so še kakšne okoliščine, da boste zaznali, da ponudnik pozna zaupno ponudbo drugega konkurenta ali da morda ista oseba odda ponudbo večjih ponudnikov. Naslednja, zdaj prihajamo na opozorilne znake v povezavi s sprejeto ponudbeno dokumentacijo. Pri analizi naših primerov smo ugotavljali, to so res kar močni indici, da ponudniki puščajo sledi, če lahko rečem, tudi v dani dokumentaciji na način, da gre za enake napake. Lahko je to kakšen dokument, ki ni najbolj pravilno skopiran, pa se tak dokument pojavlja v vseh ponudbah različnih ponudnikov. Lahko gre za enako napako v črkovanju, tipkarsko napako. Lahko so delno ponudbe pri vseh izpolnjene z isto lastnoročno pisavo ali tipografsko pisavo. Lahko imajo vsi ponudniki določeno isto kontaktno osebo. Sedaj, ko v bistvu poteka oddajanje ponudb predvsem elektronsko, imate možnost v bistvu preveriti, kdo je avtor dokumenta. Recimo Excelov dokument, tudi Word, tudi PowerPoint, in na naslednjem slajdu primeroma prikazan, lahko ugotovite, kdo je bil avtor tega dokumenta, kdo je napravil zadnjo spremembo, lahko tudi ugotovite, kdaj je bil ta dokument ustvarjen, po datumu in pa tudi uri. Osebe preverite, ali jih je mogoče povezati z drugim ponudnikom. To dejansko lahko naredite tako, da v brskalniku pišete ime, priimek in morda se vam bo pokazala kakšna povezava. Naslednji znaki so povezani s samim določanjem cen. Cene seveda skrbno preučite, vedno se nekaj dogaja s cenami. Cene so lahko sumljive, bodisi da je cena uspešnega ponudnika in pa cene drugih ponudnikov so si lahko zelo podobne, lahko pa tudi zelo različne. Velike razkoraki med cenami, v primeru, če ponudnik odda ponudbo z neko ceno, za katero je očitno, da ne bo uspel, ker nima nobenega smisla v neki tržni situaciji. Lahko se bo zgodilo, da bo prišlo do nekih enakih nenadnih dvigov cen, pa to ne boste mogli povezati s povečanjem stroškov na trgu. Zdaj, mogoče, ko naštevam, se vam bo zdelo, da s ceno praktično vsako obnašanje cene lahko sumljivo. Naj opozorim, da cene vedno gledate skupaj s strukturnimi in vedenjskimi dejavniki in je ne gledate izolirano. Se pravi, če se vam bo v kombinaciji z drugimi dejavniki zdela sumljiva, boste potem nadaljevali z raziskovanjem. Bodite pozorni, kako ponudniki razlagajo, kakšna pojasnila dajo v zvezi s posamezno ceno. Ali morda uporabljajo iste fraze, podobno isto terminologijo, se pravi, da gre za industrijsko predlagane cene, da so standardne tržne cene, industrijsko specifikacijo cen. Torej, bodite tudi na to pozorni. Posebej bi sicer opozorila tudi na ponudbo, ki jo dajo konzorciji gospodarskih subjektov, to je omenila tudi že Urška. Torej, če tega ne zahteva tržna situacija, niti ne zahtevajo to vaše merila, je takšna odločitev na takšno ravnanje ponudnikov lahko močan indic, da je prišlo do dogovora. Če
boste naleteli na okoliščine, da je ponudnik dal ponudbo samo za določeno območje sklop, čeprav je morda njegov sedež, skladišče, poslovna nota v drugem območju, ali pa oziroma ta okoliščina v kombinacijo z izjavo ponudnika, da na nekem območju oziroma nekaterim kupcem ne prodajajo, pa boste morda hkrati tudi zaznali, da je lokalni dobavitelj ponudil za svoje lokalno območje višjo ceno kot za neko drugo območje, oziroma boste lahko to ceno celo primerjali z ponudbo nelokalnega ponudnika. Bo verjetno taka cena nekoliko nenavadna, namreč lokalni ponudnik je verjetno ima nižje prevozne stroške, nižje stroške dobave, zato bi bilo nekako pričakovati, da bo tak ponudnik ugodnejši. Tako, sedaj smo v bistvu prišli tudi čez zadnji ta vedenjski oziroma vedenjski znak, ki vam da lahko določen alarm. Zato bi v bistvu morda, da vam bo lažje povzela smisel celotnega odkrivanja oziroma kako se ga lotiti. Ko dobite neko sumljivo okoliščino in ta zbudi pozornost, lahko se vam pojavi v obliki izjave, lahko je to visoka cena, lahko je to število ponudnikov in da je to število ponudnikov manjše, kot ste ga vi pričakovali. Takrat začnete raziskovati. Pogledate, kakšni so strukturni dejavniki, te sami po sebi ne bodo odločili. Te so lahko pomembni skupaj z nekimi drugimi vedenjskimi dejavniki, opozorilnimi znaki, ki smo jih sedaj predelali. Seveda obstajajo tudi drugi in je pač to vedno odvisno od posameznega javnega naročila. In pa dodatno potem pogledate tudi še ceno. Vedno se nekaj dogaja s ceno. Če boste na podlagi vsega tega sklenili na dogovarjanje med ponudniki, nemudoma obvestite AVK na podlagi danes že večkrat izpostavljenega 75. člena. AVK bo nadalje raziskal zadevo in v primeru, da bo ugotovil verjetnost kršitve, uvedel postopek, uvedel nadzorstveni postopek. Torej, kot je jasno, gre za precej visok dokazni standard in je v tej fazi, kot sem že danes omenila, zelo pomembno, da tudi ugotovimo stik med ponudniki. Ko vam bo AVK sporočil svojo odločitev, to je dolžan narediti v 15 dneh od popolne prijave, boste lahko upravičeno sklepali, da je ta gospodarski subjekt se dogovarjal in tudi kasneje potem ga boste lahko izločili iz postopka javnega naročila. Posebej bi izpostavila, ker je to res pomembno za uspešnost postopka, nikar o svojih sumih ne obveščajte ponudnikov, zlasti ne osumljenih ponudnikov. Tako. Sedaj v bistvu smo prišli na konec oziroma smo se dotaknili tistega začetka, kjer se je danes predavanje začelo. Torej, v primeru, da vam sporočimo, da bomo uvedli postopek, lahko na podlagi tega upravičeno sklepate, da je bil naročnik deležnik nekega dogovora in ga izključite iz postopka. Torej, na naslednjem slajdu so predstavljene še nekateri viri, nekatere je že omenila tudi Urška. In so vam lahko tudi v pomoč pri vaših nadaljnjih aktivnosti v zvezi z odkrivanjem dogovarjanjem oziroma zmanjševanjem nevarnosti ustvarjanja nekih okoliščin. Sedaj pa so na vrsti morebitna vprašanja. Saša in Manca, če se smem majčkeno vklopiti v razpravo. Hvala lepa za vajino predavanje. Jaz sem v vmesnem času uspela pogledati tale vprašanja in odgovore bomo dali zdaj skupaj. Zaenkrat je samo eno vprašanje in sicer ga bom kar prebrala na glas, da bodo vsi seznanjeni z vprašanjem in bom tudi sama dala odgovor na njega, vedve pa lahko mogoče v vmesnem času pogledate, če prihaja potem še kakšno vprašanje za vaju. To boste sicer najlažje ugotovili na način, da tudi prezentacijo umakneta iz tele predstavitve. Skratka, vprašanje bom rekla kar za Direktorat za javno naročanje je, če naročnik zaradi varovanja konkurence ne sme od ponudnikov
zahtevati, da se povežejo v skupino, ali je sprejemljiva zahteva naročnika, da v primeru skupne ponudbe tak konglomerat ponudnikov po oddaji naročila sklene dogovor o skupni izvedbi naročila kot neka pogodba o sodelovanju. Skratka, če je taka zahteva naročnika dopustna, ker se nanaša na čas po zaključku postopka javnega naročanja. Odgovor na to vprašanje v bistvu najdemo v 10. členu Zakona o javnem naročanju, ki pravzaprav dopušča tako zahtevo naročnika. Jaz sem na začetku seveda omenila, da naročnik ne sme zahtevati od naročnikov, da se na kakršenkoli način povezujejo, seveda se pa na drugi strani ponudniki imajo pravico povezovati v neka združenja ali skupine in v takem primeru ima pa naročnik pravico, da potem, ko nekomu odda naročilo taki skupini subjektov, od njih pravzaprav zahteva neko pogodbo o sodelovanju. In to je seveda v fazi po zaključku postopka javnega naročanja, ne sme pa tega zahtevati pred samim začetkom postopka. Dobro, torej imamo eno vprašanje, ali je prijava na AVK obveznost naročnika, prekršek, če ne prijavi. Zdaj, če je to prekršek, bi morda Urška več vedela. Glede na to, da gre za fakultativni razlog, to pomeni, da je v bistvu presoji naročnika, če iz vseh znakov razbere, da gre za sum nedovoljenega dogovarjanja. Sicer ima AVK tudi brez tega obvestila naročnika lahko začne raziskovati morebitno dogovarjanje v posameznem javnem naročilu. Toliko z naše strani, ne? Morda Urška, če bi vedela, če je to prekršek? Ja, to ni prekršek po našem zakonu. Imamo pa še eno vprašanje, in sicer, če je po odgovoru strani AVK treba ponudniku še dati možnost, da se izjasni, torej za popravni mehanizem, ali se ga lahko kar izključi. V bistvu bom rekla tako, da smo dolga leta razlagali, da je popravni mehanizem nekaj, kar je treba pravzaprav uveljavljati vnaprej že v sami ponudbi. Ko ponudniki izpolnjujejo ESPD, torej ta obrazec, ta skupna izjava, ali pa če je naročilo male vrednosti pač v lastni izjavi, ki jo pripravi naročnik, morajo povedati, ali obstajajo razlogi za izključitev ali ne. In če naročnik vključi ta razlog za izključitev v razpisno dokumentacijo že, potem mora ponudnik povedati, ali izpolnjuje to okoliščino ali ne, torej ali je šlo za dogovarjanje ali ne. Seveda bodo verjetno vsi napisali, da ne gre za dogovarjanje, ampak morda pa bo kak ponudnik vendarle pošten, ne vem, morda v kakšnem preteklem procesu je že za njega bilo ugotovljeno in je javno objavljeno, da je sklepal neke dogovore, ki so pač neutemeljeno izkrivljali konkurenco, in bo pošteno tudi v tem ESPD-ju označil, da obstaja ta razlog za izključitev, in tam bo imel možnost uveljavljati tudi popravni mehanizem. In ta pot je najbolj pravilna. Je pa dejstvo, da smo se na začetku pogovarjali, da gre v tem primeru za razlog izključitve, ki ni nujno naveden že v razpisni dokumentaciji, in ponudniki v takih primerih v izjavi ne bodo povedali, se ne bodo izjasnili o tem, ali ta razlog obstaja zanje ali ne. In v takem primeru pa glede na najnovejšo sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki jo tudi najdete v naših novicah, je treba takemu ponudniku tudi kasneje dovoliti, da uveljavlja popravni mehanizem. Je pa še vedno to v bistvu možnost ponudnika in ne dolžnost naročnika, da ponudnika poziva, ali boš ali ne boš uveljavljal popravnega mehanizma. Mislim, da smo prejeli še 3 vprašanja, če boste mogoče lahko pogledali. Ja, torej na vprašanje v zvezi z postopki, aktualnimi javnimi naročili, ne moremo dajati nobenih izjav, tako da se bomo vzdržali tukaj odgovora. So pa vsi sklepi o uvedenih postopkih objavljeni na spletni strani agencije. Ja, potem pa vprašanje, ali sme naročnik izvesti javno naročilo za storitve, katere koncesionar meni, da mu je podeljena izvajanje s koncesijo. To bi verjetno bolj za kolege z DJN-ja, morda? V bistvu tole ne bo za kolege iz DJN-ja, koncesije so stvar bolj Ministrstva za finance.
Odkrito pa moram povedati, da je tudi vprašanje majčkeno nejasno in da ne bi dajali kakršnega koli napačnega odgovora, se tule pač moram opravičiti in odgovora ne moram podati. Je pa še eno vprašanje, kje so objavljeni ponudniki, ki so izigravali konkurenco in verjetno na to lahko pa kolegice Edve odgovorita. Tako kot sklepi o uvedbi postopka, ki še ne pomenijo, da je bila kršitev dokazana in ugotovljena, so pa tudi odločbe AVK vse objavljene na spletni strani, tako da s tem si lahko pomagate. Pa mogoče ni najbolj razumljivo, no. Pravim, na ravni manjših naročnikov imamo bolj težave, da sploh dobimo kakšno dopustno ponudbo, bolj pričakujemo, da se bodo prijavljali ponudniki med seboj, ne pa naročniki. Zdaj, če lahko pisec tega vprašanja morda še dodatno pojasni, no, kaj je tisto, kar ga zanima. Potem naslednje vprašanje, ali je iz postopka potrebno izključiti ponudnika, če iz spletne strani AVK je razvidno, da je ponudnik v postopku zaradi omejevalnih ravnanj. Ja, to je ta 75. člen, kdaj, če še ni minilo 3 leta, Potem, kakšne so bile ugotovitve AVK v primeru serviranja vozil? Se pravi, tukaj gre za odločbo, ki jo je AVK izdal konec lanskega leta. Je pa zadeva še na sodišču, tako da je v celoti ne bi komentirali. Je šlo pa zaenkrat, je bila z naše strani ugotovljena kršitev dogovarjanja ravno bid readinga in tako kršitev 6. člena ZPONK. Šlo je za različne prakse, ki so se posluževali, ampak zgolj zato, ker je zadeva še v teku, je še na sodišču, podrobneje morda raje ne bi komentirali. Pa še na začetku je prišlo eno vprašanje. Če naročnik zaradi varovane konkurence ne sme od ponudnikov zahtevati, da se povežejo v skupino, ali je sprejemljiva zahteva naročnika, da v primeru skupne ponudbe ta konglomerat ponudnikov po oddaji naročila sklene dogovor o skupni izvedbi naročila, torej pogodbo o sodelovanju, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Je taka zahteva naročnika dopustna, ker se nanaša na čas po zaključku postopka javnega naročila. Tjaša in Manca, na to vprašanje sem jaz prej uvodoma že podala odgovor, medtem ko ste prebrali ostalo, tako da s to zadevo so poslušalci že seznanjeni z odgovorom. Potem pa novih vprašanj ni, zdaj mislim, da smo odgovorili na vsa vprašanja, če pa bodo kakšna vprašanja, nam jih pa lahko pošljete na gp.avk@gov.si in vam bomo odgovorili, če boste imeli kakšno dodatno vprašanje. Tako, hvala za pozornost in da ste se udeležili te predstavitve in lep dan še naprej.